Lep dober dan. Danes se srečamo na malo neobičajen način. Koronavirus nam je med drugim prinesel tudi to, da se ne vidimo več v živo, da se ne srečamo, ampak da poskušamo znanja deliti preko elektronskih medijev. In da na današnji spletni delavnici, to uvodni delavnici, se bomo pogovarjali o poslovanju in krizi. Prikazana vsebina je uvod v delavnice, ki obravnavajo računovodske informacije kot podlago obvladovanja krize. Pa ne samo kot podlago obvladovanja krize. Vsega skupaj imamo 4 delavnice, ki so razdeljene na veliko spletnih seminarjev. Prva delavnica je razdeljena na 5 spletnih seminarjev. Pri teh delavnicah bomo poskušali prikazati vse, kar je potrebno za oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi javno objavljenih bilanc. Z vami bova na teh delavnicah Branko Majer in magistra Darinka Kamenšek. Na današnji uvodni delavnici se bomo pogovarjali o poslovanju in krizi. Kaj bo osnovni vrstni red ali program delavnice? Najprej si bomo na kratko pogledali nekaj o kriznem vodenju, nato bomo obravnavali posledice krize in njihovo prepoznavanje na podlagi javno objavljenih računovodskih poročil. Malo se bomo srečali le uvodno s poznavanjem krize financiranja in sodili za prepoznavanje krize financiranja in sklenili vsebino, kako na podlagi javno objavljenih računovodskih poročil oblikovati čim kakovostnejše predloge poslovnih odločitev. Kriza. Krizno vodenje. O tem je veliko napisanega. Ko sem pripravljal to delavnico, sem bil v dilemi, kako globoko naj sploh gremo. V tem uvodnem delu želim podati le nekaj poudarkov. O ostalih podrobnostih se bomo pogovarjali na delavnici. Teh nekaj poudarkov, s katerimi se srečujemo v literaturi obvladovanja krize, je strnjenih v priporočila. Pa dajmo najprej razmišljati o tem, kdaj in kako pride do krize. Kriza je običajno posledica slabega poslovanja, posledica nezadostne finančne ali bolje rečeno nekakovostnega financiranja posla, potem pa tudi to, kar je danes novo, to, s čim se danes srečujemo, posledica zunanjih dejavnikov, med katere nesporno sodi tudi kriza, povezana s koronavirusom. Vprašanje je, kako ravnati v kriznem času. Tudi o tem najdemo v strokovni literaturi veliko napotkov. Mogoče bi za začetek navedel samo 10 načel kriznega vodenja. Prvo, kar je, ko smo si neko strategijo oblikovali, je vse tako pomembno kot načrtovanje strategije, tudi izvajanje strategije. Drugo načelo je vzpostavitev odgovornosti za izvajanje načrtovane strategije. Osebno menim, da je ta točka zelo pomembna, kajti pogosto se nam dogaja, da še načrtujemo, še smo polni idej, kako bomo iz krize prišli, ampak ni poti od načrta do uresničitve. To bomo dosegli samo tako, da jasno, enoznačno vzpostavimo odgovornosti posameznikov za uresničitev aktivnosti povezanih z uresničevanjem strategije, načrtovane strategije. Pomembno vprašanje je tudi identifikacija in nato mobilizacija pravih virov za obvladovanje krize. Kaj so ti viri? Nimamo v mislih samo finančnih virov ali ne vem kaj podobnega. Zelo pomembni so kadrovski viri. Za krizo moramo oblikovati, ali za spopad s krizo, tudi s krizo, ki je posledica koronavirusa, moramo oblikovati izvrsten tim, ki vodi krizno skupino. Ja, pri malih podjetjih bo to zanimivo, ker če imam one man band,
zelo težko govorim o tem, da imam ne vem koliko različnih, ne vem kako velik tale tim, ki ga oblikujem. Pač tukaj se bo vsak ravnal tako, kot je primerno njegovi organiziranosti, njegovemu pogledu, velikosti in tako naprej. Naslednje vprašanje, ki je pa tudi sedaj zelo, zelo pomembno, je proučitev kupcev in tekmecev. Moram poznati konkurenco, a tu uporabim SWOT analizo ali kakšno drugo orodje, to je vprašanje okusa. Bistvo pa je, da z neko tehniko spoznam, proučim kupce in tekmece. Želim si jih poznati in vedeti, kakšno bo njihovo stanje, če govorimo o krizi, ki je posledica koronavirusa, s katero se sedaj srečujemo, kakšno bo njihovo stanje potem, ko bomo iz krize izšli. Zelo na pamet bi lahko rekli, da bo situacija tistih tekmecev, ki se srečujejo, ali pa poslovnih partnerjev, ki se že danes srečujejo s kapitalsko podhranjenostjo. Lahko moče govorimo, da so že danes kapitalsko neustrezni. Pri teh je za pričakovati, da bodo posledice krize hude. Vprašanje, če jo bodo preživeli. Moramo poznati tekmece, moramo vedeti, kje bodo, moramo poznati kupce. Mogoče bomo po krizi našli nove priložnosti, če bomo preživeli in iz krize koronavirusa, če jo tako imenujemo to krizo, izšli čim bolj nedotaknjeni. V tem primeru imamo priložnost, da se trg, ki se bo sprostil zaradi prenehanja delovanja nekaterih drugih. Pri načrtovanju strategije moramo biti drzni. Pri izvedbi in načrtovanju moramo biti osredotočeni na cilje, skrbeti moramo za preprosto interpretacijo zapletenih vsebin. Ravno ta zadnja točka je veliko kje problematična. V raznih virih preberemo, da se pogosto preproste vsebine zapletajo. Nekateri celo menijo, da je zapletanje posledica nezadostnega poznavanja vsebine. Seznanimo se z načrtom, poenostavimo in poskušamo predstaviti cilje čim bolj enostavno, poenostavimo jih na način, da se bomo tisti, ki jih uresničujemo, s temi cilji identificirali, da bodo postali naši cilji. In že smo pri naslednji zadevi, kdo jo ne uresničuje. Tukaj imamo enako vprašanje kot prej. Kako veliki smo? Če smo veliki, bomo vsekakor našli ekipo, ki bo sposobna peljati skozi krizo, ki bo sposobna voditi poslovanje podjetja na način, da bomo zaradi koronavirusa čim manj prizadeti. Spodbujati moramo učinkovito medsebojno sodelovanje članov ekipe. Pri vsakem predlogu, ki ga pa kdorkoli od članov tima ima, pri vsakih namerah pa moramo izkazati profesionalno skepso. Predno neko odločitev sprejmemo, je potrebno preveriti, ali je sploh uresničljiva, ali je ta predlog odločitve, ali si zasluži priložnost, da postane uresničen. Vedno moramo vse pobude, ki pridejo od drugih, prebrati, upoštevati, moramo jih presoditi in nekaj velja. Vsako pobudo, predno jo zavržemo, moramo natančno proučiti, ugotoviti, ali v njej kaj potenciala. Šele takrat, ko smo natančno proučili že aktualne ponudbe, se lahko lotimo novih. Ne pa, da begamo iz ene pobude na drugo pobudo in tako naprej, in od vsega skupaj ni nič. Sestaviti je potrebno čim boljše načrte, vendar je pri tem treba paziti. Načrti lahko in pogosto vključujejo napake. Potrebno je sprotno preverjanje uresničevanja načrtov in v tem primeru priporočamo,
model dinamičnega načrtovanja. Ta model dinamičnega načrtovanja po vsebini pomeni, da načrtujemo, na to pri načrtovanju oblikujemo veliko predlogov, ali različic, če želite tako, poslovnih odločitev, na to se odločimo, katera bo prava, gremo v njeno uresničitev in uresničitev nenehno spremljamo. Marsikdo me vpraša, kako pa ne spremljam. Ja, načrte, ki jih oblikujemo, naj bodo sestavljeni v skladu z metodo kasnejšega spremljanja. Razlagamo, da je tukaj pomembno računovodstvo kot informacijska funkcija, ki naj bo prisotno tako v metodologiji načrtovanja, kot tudi kasneje uresničevanja naših predlogov oziroma načrtov. Ne pozabi še na nekaj. Uspeh moramo spoznati. Moramo prepoznati zaslužne zanj in nagrade morajo slediti. Če bomo tako ravnali, potem bomo spodbujali sodelovanje, kreativnost. Mogoče je zanimiva zgodba iz ameriške prakse, kjer je ne tiče se direktno krize, ampak neki delavec je naredil napako, ki je mi podjetje stala $1 milijon. Pričakoval je, da ga bodo odpustili. Poklical ga je predpostavljen, pričakuje odpust in na to mu predpostavljen začne razlagati, kaj ne naredi. Ta, ki je naredil napako, presenečeno vpraša, ja, kako mi pa zdaj nalagate nove naloge? Pa veste, kaj sem naredil in tako naprej. Vodja pa odgovori, a mislite, da vas bomo odpustili zdaj, ko smo v vas investirali $1 milijon ali dolarjev? Mogoče ta misel koristi tudi nam, da bomo pri razmišljanjih, aktivnostih, tudi če so storjene napake, ravnali racionalno in poskušali sodelavce spodbujati k dobremu delu, ne pa da jih kaznujemo. Kazen je redko kdaj lahko tisti gradnik nove strategije, gradnik vodenja kriznega poslovanja. Kako naj delujemo v krizi? To je naslednji spekter vprašanj, na katere se osredinimo. Ne pozabite, center dogajanja so zaposleni in njihovo znanje. Pri tem ne mislim samo zaposlene, ki so v rednem delovnem razmerju. Kajti majhna podjetja velikokrat nimajo zaposlenih, imajo sodelavce, ki so stabilna kadrovska struktura in so aktivirani na kakih drugih podlagah. Pravimo, da ljudje, ki smo v družbi, ljudje, ki smo vsak dan vpeti v poslovanje, vemo, kje so težave. Prepoznali smo težave in mogoče znamo tudi rešitve zanje. Dajmo se najprej obrniti vase, dajmo razmisliti, ali smo samozadostni. In šele takrat, ko nikakor ne gre, se obrnimo na zunanje svetovalce. Takojšnja vključitev zunanjih svetovalcev je praviloma napačna. To lahko preberete tudi v številnih knjigah, v številnih mislih, najboljših na področju obvladovanja krize. Zavedamo se, nobeno preoblikovanje ni enostavno. Srečamo se z rutinami, ustaljenimi rutinami. Če hočemo te rutine spremeniti, je to zelo, zelo težko. Ljudje, ki so vajeni nekaj delati, vajeni na neki način delati, težko sprejemajo spremembe. Ko pa že sprejemamo spremembe ali ko načrtujemo spremembe, dajmo zasledovati stanje, ki ga pričakujemo v pokriznem obdobju. To velja prav za ta naš koronavirus. Dajmo oceniti, kaj bo potem, ko koronavirus več ne bo aktivno vplival na vsakodnevno poslovno življenje.
Dajmo narediti zdaj v času, ko deluje ta koronavirus, je mogoče tudi čas, da pospravimo, da naredimo to, kar prej nismo imeli nikoli časa. Imamo cele kupe zastalih terjatev, pa ne vem, če so še vse. Pa pravimo, bomo že to uredili takrat, ko bo. Dajmo zdaj te terjatve identificirati, poglejmo, a še jih sploh kaj v njih. Ali pa imamo slabe procese. Dajmo te procese urediti. Notranje kontrole ne delujejo, kot si zamišljamo. Zdaj je pravi čas, da to odpravimo. Dajmo poznane slabosti odpraviti. Jutri bomo močnejši. Dajmo tudi poskrbeti za vitko organizacijo. Velja strogo načelo, samo tisto, kar služi cilju, samo tisto, kar je v interesu organizacije dovoljeno. Vse ostalo bomo pa zanemarili. To imenujemo strogo ciljno delovanje podjetja. To je pa tudi eno temeljnih načel kontrolinga, ki ga lahko uporabimo v teh vsebinah. Časa je pa vedno premalo. Dajmo se preoblikovati hitro, pazite, da preoblikovanje ne bo prepočasno. Bodimo pri tem preoblikovanju odločni. Ne razpravljati o stvarih, o katerih smo se že dogovorili. Ravno to vračanje in nenehno ponavljanje ali po domače cinca marinca vpliva na to, da ne pridemo do uresničitve načrtovanega. In kot glavno, ponavljam, osredinite se na cilje, le-ti nas bodo vodili k nekemu uspehu. Verjetno ste iz mojega dosedanjega razmišljanja ugotovili, da zelo veliko dajem na kadre. Ja, nobena tehnika, nobeni stroji, nobene zgradbe, nihče nam ne bo tako pomagal ali tako koristil, kot prav ljudje. Dajmo posvetiti maksimalno pozornost ekipi, timu, ki bo vodil krizno delovanje. V njem naj bodo predvsem ljudje, ki si želijo spremembe, ki se s spremembami identificirajo. Iz izkušenj vem, da imamo pogosto težave, ko so v kriznih skupinah ali v teh timih ljudje, ki s figo v žepu soglašajo s cilji neke krize. Na to pa, ko gledamo, a je bilo nekaj narejeno, ali ni bilo narejeno, ugotavljamo, da se vedno pri istih zalomi. Kako naj tako ekipo sestavimo? Zelo pomemben je vodja. Če imamo dovolj ljudi, imamo še srednjo raven vodenja. In v ekipo vedno vključimo tiste udarne delavce, v tiste, ki si želijo sprememb. Ekipa mora delovati po načelu ustvarjalnosti, dobrih odnosov in tako naprej. Dajmo se dogovoriti, da na sestankih, na katerih se evalvira narejeno, protokoliramo cilje in na to, na vsakem naslednjem sestanku jasno pogledamo, a so cilji uresničeni. Na ta način zagotovimo jasno sled opravljenega dela. Seveda je potrebno za vsaki cilj, ki ga uresničujemo, navesti tudi, kdo je zanj odgovoren. Če bomo na ta način evalvirali narejeno, postanemo učinkovitejši. To je tudi načelo, ki ne velja samo za krizo, velja tudi za druge lepše čase. Spremljati je treba, kaj se dogaja v okolju. Danes veliko govorimo, kako nam bo država pomagala. Videli ste, da je cela kopica ukrepov, sam ne morem mimo tega, da v teh vseh rešitvah, ki so do danes predlagane, neke resne vsebinske pomoči ne vidim. Dejstvo je, da v sedanjem času krize, to je ta naša kriza, korona kriza, če jo tako imenujemo, prihaja do tega, da ne delamo. Če ne ustvarjamo, ja kako pa ne plačujemo davščine. Edina pametna in realna
in po mojem mnenju strokovno utemeljena, je rešitev, v katerem se za ta vprašanja, na nek način odpiše dolgove, ne samo prolongira. Če gremo zdaj malo naprej in se spopademo še z neko metodo, tukaj vam kratkem prikazujem metodo, ki služi za spopad s krizo. Kot prvo imamo navdih, nato mobilizacijo vsega, kar je potrebno, in pa uresničitev. O posameznostih smo že veliko govorili, zato se ne bi ponavljal. Zdaj bi pa prišli na drugi del. Drugi del tega našega srečanja je posledice krize in njihove prepoznavanje na javno dosegljivih računovodskih poročilih. To je zahtevna materija. Tukaj se samo uvodoma nekoliko srečamo z njo in nadaljevali bomo takrat, ko bomo znali bilance prilagoditi. O tem govorimo na delavnicah. Ampak s posledicami krize se podjetja soočajo ali se poslužujejo najrazličnejših metod. Normalno je, da reorganiziramo poslovanje. Tu nimamo nič pomislekov. Vedno imam pa pomisleke takrat, kadar so z obvladovanjem krize povezane oddelitev, izčlenitev ali pa kakšne druge kapitalske, kakšne druge poslovne kombinacije. Vedno imam slab občutek, da se želi kriza zamegliti. Enako velja tudi za različne oblike prevrednotenja premoženja, kjer si želimo finančni položaj prikazati boljši, bomo temu rekli mogoče kozmetično. Bojim se, da nekatere od teh praks so lahko nevarne in ne predstavljajo resničnega spopada z razlogi krize. Najprej o prisilni poravnavi. Prisilna poravnava, nekateri pravimo tudi uzakonjena tatvina, je sicer institut, ki ga vsi poznamo. Jasno je, da ta institut normalno deluje, jasno je, da ta institut bo in je sestavina vsakega poslovanja. Moramo pa vedeti, da je prisilna poravnava strokovno utemeljena takrat, kadar gre za krizo financiranja. Kriza financiranja nastane, ko nimam ravnotežja med kakovostnimi viri financiranja in potrebnimi in pa dolgoročnimi sredstvi. Načeloma velja, da bi naj dolgoročna sredstva financiral s kakovostnimi viri financiranja, seveda v nevtralnem posredniškem položaju. Če tega ne uresničujem, imam torej veliko več dolgoročnih sredstev, kot pa kakovostnih virov financiranja. In sočasno dobro poslujem, imam dober poslovni izid, takrat je smiselna prisilna poravnava. Kot finančno nestabilnost, ali bomo rekli kot problem kakovostnega financiranja, dajmo pogledati mobitel podjetnika. Ne vem, če poznate zgodbo o mobitel podjetniku. Ima resnično ozadje, zdaj ga pa dajmo skrajšati. To je zgodba, v kateri je neki podjetnik, imenujemo ga mobitel podjetnik, ustanovil d.o.o. Ustanovil ga za najmanjšim možnim vložkom, pa je to danes 7500 evrov ali v preteklosti neki drugi zneski, niti ni toliko pomembno. Ta mobitel podjetnik kot prvo nabavi, sedaj ko je pomemben, ko je podjetnik, nabavi mobitel, pa ne enega, kar dva, zato da se lahko z enega na drugega pokliče in postane zelo pomemben podjetnik. No, in ta mobi podjetnik gre natrgovati. Pri svojih prijateljih, dobaviteljih se dogovori, da mu bodo dobavili blago, na primer za 100 000 evrov. Pri prijateljih, kupcih se dogovori, da bodo to blago kupili. Z dobavitelji se dogovori za plačilni rok, plačam čez 90 dni. Prijatelji kupci pa pravijo, plačamo ti takoj.
Rečeno, storjeno, posel se izvede. A je kaj narobe s takim poslom? Vsak od vas bo rekel ne, saj imamo dovolj denarja na transakcijskem računu, da lahko kadarkoli poravnamo svoje obveznosti do dobavitelja. Res je tako. Vendar, sedaj pa pride vprašanje, ali imamo odgovornega podjetnika, ali pa imamo mobitel podjetnika. Naš mobil podjetnik se sprehaja po ulici in ustavi se pred lepo trgovino z avtomobili. Ugledujete se, neverjetno sta si všeč, ima veliko zvezdo spredaj, stane pa 100.000 evrov. Kaj je problem? Ni ga. Naš mobil podjetnik ima 100.000 evrov. Rečeno, storjeno, kupi namesto denarja, ima dolgoročno sredstvo. A imamo sedaj problem? Nedvomno. S čim bo plačal svojega dobavitelja? Ne bo ga plačal. Mobil podjetnik nam je vsem jasen. A se podobno vprašamo takrat, ko gledamo na primer hitro rastoča podjetja. Pri hitro rastočih podjetjih si prav tako moramo postaviti vprašanje, s kakšnimi viri financiranja so financirali svojo rast. Če so financirali svojo rast z dobaviteljskimi viri, imamo težavo. Imamo krizo financiranja. Stečaj, likvidacija. Kaj imamo raje? Stečaj ali likvidacijo? Zgrožen sem, ko mi kdo reče, da stečaj. Veste, stečaj, to je prisilna smrt. Likvidacija je pa normalna zadeva. In upam, da tudi v tej krizi, če bo nekdo videl, da nima izhoda, se bo odločil, da svoje podjetje zapre. Nima smisla nadaljevati z ustvarjanjem izgube, kajti ustvarjanje izgube iz dneva v dan poslabša stanje. Razlagamo, da je nelikvidnost ali pomanjkanje denarja posledica izgube. Kajti izguba po svoji vsebini ni nič drugega kot primanjkljaj sredstev. V teh slikah, prosojnice seveda imate na razpolago, lahko vidite nekatere možnosti, kdaj pride do stečaja, kdaj do likvidacije, redne likvidacije, kakšne so posledice tega. Kako bomo prepoznali krizo financiranja? Sedaj smo pa že malo naprej. Sedaj pa razmišljamo že na podlagi bilanc, javno objavljenih bilanc. Prepoznati ali obravnavali bomo solventnost, kapitalsko ustreznost in pa kratkoročno plačilno sposobnost. Najprej solventnost. Groza me, ko gledam kakšna bonitetna poročila tudi uglednih avtorjev, ki upoštevajo pri oceni solventnosti samo tako imenovan statični vidik solventnosti. Torej, kratkoročni dolg plus dolgoročni dolg primerjam s celotnimi sredstvi. Velja, da če družba nima dovolj premoženja, sredstev, da bi poplačala svoje obveznosti, potem vidiku je insolventna. To se kaže tudi v negativnem kapitalu. Potem je nedvomno tako. Vendar sem v praksi imel že podjetja, ki so bila po tem vidiku insolventna, pa so danes še vedno na trgu in še celo uspešna. Ne smemo se zanesti samo na statični vidik solventnosti. Obravnavati moramo tudi dinamični vidik solventnosti, ki vključuje poslovno uspešnost, prodornost družbe. Govorimo, da se izračuna kot, vidite, čisti dobiček, plus nedenarni odhodki, to primerjamo s kratkoročnimi plus dolgoročnimi obveznostmi. Imate merilo 20%, če je ta kazalnik višji ali ni višji od 20%, potem je v redu. Če pa je nižji od 20%, je pa tveganje, da ne obvladujemo te kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. Kapitalska ustreznost. Kapitalska ustreznost po svoji vsebini ni nič drugega kot neobvladovanje ali nezagotavljanje kakovostnih virov financiranja, ki bi omogočali obvladovanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.
Na samo kapitalsko ustreznost pa zelo vpliva tudi posredniški položaj in obseg lastniških virov financiranja. Posredniški položaj, kaj je to? Če se vrnemo na našo zgodbo mobitel podjetnika, vidimo, da je bil posredniški položaj mobitel podjetnika neverjetno dober. Njegov vpliv, njegova znanstva so omogočala, da je dobil vire. Ja, kdo je financiral posel pri mobitel podjetniku? Financirali so ga dobavitelji. Enako v tem primeru velja. Družba, ki ima dober posredniški položaj, lahko dobi zadovoljive vire financiranja, da normalno posluje, ne da bi imela zadosti kapitala oziroma lastniških virov financiranja. Pomembno je pri analizi upoštevati tudi tiste postavke, ki so po vsebini lastniški kapital, pa niso tako izkazane. To so na primer skrite rezerve, lastnikovo kreditiranje družbe. Prikazujem vam tudi najenostavnejši primer statične kapitalske ustreznosti, vendar pozor, v ta izračun moramo vključiti prilagojene podatke, ne pa kot se tako radi v bonitetnih poročilih naredi, da se upoštevajo samo podatki, ki so objavljeni v IPES-u, to so v teh IPES bilancah. Teh bilanc je malo revidiranih, to je neko veliko tveganje njihove uporabe, zraven tega pa imamo še v teh bilancah veliko postavk, ki niso izkazane v kapitalu, so pa po vsebini kapital. Kako ohraniti solventnost? Skrb za pozitivno poslovanje. V prvem delu danes sem govoril samo o tem. Dajmo iziti iz krize tako, da bomo čim boljši, da bomo zagotovili dobro poslovanje. Kako zagotoviti likvidnost? Če govorimo o likvidnosti, govorimo o kratkoročni plačilni sposobnosti. Potrebno je imeti zadosti kakovostnih virov financiranja ali dober posredniški položaj, da lahko obvladujemo kratkoročno likvidnost. In sedaj, kaj pa sodila kratkoročne likvidnosti? Vsi jih poznamo, a ne? To so ti razni ratio, quick ratio in tako naprej. Vendar je v stroki veliko dilem o njihovi izraznosti. Na samih delavnicah bomo več govorili o vsebini teh kazalnikov, kje so pasti njihove uporabe. Predvsem se jih bomo naučili pravilno brati in naučili se bomo, kako uporabiti njihovo izraznost. Mogoče še za ta del, finančni del, presoja zadolženosti. Ta kazalnik bo po izhodu iz krize zelo pomemben. Primerjal se bom neto dolg z EBITDA. Vi vsi veste, EBITDA, to je zaslužek pred obrestmi, davki, amortizacijo in odpisi. To vse skupaj se šteje. EBITDA je po svoji vsebini najbližje neto denarnemu toku. To je tistemu denarnemu toku, ki ga lahko porabim za odplačilo dolga. Koliko naj bo ta kazalnik? V stroki ni enotnega mnenja. Vendar pa bankirji običajno pravijo, če je več kot 5, potem niti ne pridete k nam, ker kredita ne boste dobili. No, jaz pa dodajam, če pa manj kot 5, vas pa ne rabim. Kajti takrat, ko sem dober, uspešen, kaj pa bom z bankirji? Kreditov ne potrebujem. Kako na podlagi javno objavljenih računovodskih poročil ugotovimo, na primer, prezadolženost, plačilno nesposobnost, kako prilagodimo računovodska poročila, kaj je treba prilagoditi, kako uporabiti prilagojene podatke, kakšna so tveganja pri teh prilagoditvah in še naprej. O tem se bomo pogovorili v delavnici 1. To je delavnici, ki obravnava računovodske informacije kot podlago obvladovanja krize. Ta delavnica normalno traja 5 ur, to je malo. Ampak razdelili smo ga, da vas predolgo naenkrat ne mučimo, na 5 spletnih delavnic. V teh delavnicah vam bomo predstavili osnove, ki jih morate poznati,
da boste lahko oblikovali kakovostne poslovne odločitve, tudi da boste lahko spremljali, če se boste tako odločili, delavnico 2, 3 in 4. No, kaj pa bomo v posameznih delavnicah obravnavali? Na kratko vam prikazujem to vsebino. Prva delavnica, 5 ur, razdeljena na 5 enot spletnega seminarja. Pridobili boste znanja, ki jih potrebujete, da boste lahko oblikovali poslovne odločitve. Druga delavnica je nadaljevanje. Tukaj že kreiramo odločitve. Tako se bomo recimo pogovarjali, ali lahko nekemu podjetju prodajamo na odloženo plačilo, ali lahko podjetju posodimo denar, ali lahko vzpostavimo kakšno drugo obliko upniškega odnosa. Prav v obdobju pokriznega delovanja, ko še obstajajo družbe, ki so ranjeni, ki so pred propadom, nam lahko računovodski kazalniki marsikateri pogled popolnoma zameglijo. Tako imamo prakso, da ugotovimo, da je na primer, da so ROE, ROA in podobni kazalniki fantastični, izjemno visoki. Ampak vseeno družba propade. Propade zato, ker nima ni aktivna. Tudi o tem se bomo pogovarjali. Vprašali se bomo, ali bo družba sposobna plačati svoje obveznosti, ali bo družba sposobna dobaviti blago, ki smo ga naročili, in še in še. Tretja delavnica je specifična. Na tej delavnici se bomo spraševali o vlaganju. Danes govorimo, kako zanimivo bi bilo vlaganje na borze. A res? Zadnje dni dosti spremljam borze in povem vam, da me je groza. Sem že mislil, da smo dosegli dno, pa naslednji dan spet 5, 6 in tako naprej, odstotni padec indeksov. A zdaj vlagati ali ne vlagati? Če bi to vedel, ne bi tu sedel, potem bi verjetno vlagal. Ampak veste, jaz bi še počakal. Počakal bi čisto, to je moje mnenje. Počakal bi na to, da vidim, kako bo kriza, korona kriza vplivala na najmočnejšo svetovno gospodarstvo, to je ZDA. Tam še se ni resno začelo. Indeksi so padli približno za 30 do 50%, borzni indeksi, še predno so ZDA razglasile neko resno krizo zaradi korone. Marsikdo me vpraša, ali dajem prednost tradicionalni finančni analizi ali pa dajem prednost sodobni finančni analizi. No, v delavnici 4 boste znali odgovoriti, kaj vam omogoča sodobna finančna analiza. Osnova te analize je tudi pogled naprej, pogled, kaj se bo dogajalo, in ovrednotimo preteklost, vključno s prihodnostjo, ugotovimo, kakšen je vpliv posamezne odločitve, ki jo sprejmemo, na vrednost podjetja ali posla. Tukaj se bomo tudi pogovarjali o vzvodju, poslovni vzvod, finančni vzvod, celotni vzvod in pa kako ti vplivajo na naše odločitve. Odločanje kakovosti virov in virov financiranja, kakšne vire potrebujemo, kako ceno imajo lahko, kaki rok ali ročnost morajo imeti. Za kakšna sredstva ali za kakšne naložbe lahko uporabim neke vire in še in še in še. Hvala za vašo pozornost. Žal mi je, da sem malo daljši, kot sem napovedal. 8 minut pač hitro mine in hitro je preko šlo. Žal mi je tudi, če sem naredil kakršne koli kikse, to je tudi moja začetna delavnica na ta način. Upam, da se bomo čim prej spet srečali v živo, kjer bomo lahko po tablah risali in simulirali različne predloge poslovnih odločitev. Hvala za vašo pozornost. Vabimo vas, da spremljate prihajajoče seminarje na naši spletni strani.